Živijo in dobrodošli na našem drugem webinarju. Danes bomo govorili o tem, kako prilagoditi digitalne strategije v tem turbulentnem času, ko se iz dneva v dan vse spreminja. Z mano je Črt Podlogar, ki je v Red Orbitu vodja digitalnih strategij, ogromno predava tudi naokoli po različnih konferencah, tako da mislim, da imamo super kombinacijo, da odgovorimo vsa možna vprašanja, ki jih boste zastavili. Predvsej vprašanj smo že dobili preko spletnega obrazca. Če želite postaviti vprašanje tekom webinarja, na desni strani imate chat, kjer lahko postavite vprašanja. Vprašanje je ogromno, tako da ni nujno, da bomo uspela vsa vprašanja danes odgovoriti, bomo na koncu videli, koliko bo tega ostalo in se odločili, kako iti naprej. Za začetek pa bom lansiral eno anketo, ki je tudi na desni strani lahko odgovarjate, kjer me zanima, oziroma nas vse skupaj po moje zanima, kaj se v tem času dogaja z digitalnimi podjetji, predvsem oglaševalci. Tako da sekunda, tole bi moglo biti zdaj vidno na desni strani, lahko že odgovarjate, na koncu pa tudi s Črtom pokomentirava rezultate. Živjo Črt, kako si? Živjo Andraž, v redu. Uživam sicer v tem, da se mi ni treba po Štajerski avtocest voziti v Ljubljano vsak dan, pa zelo obžalujem odločitev, da nisem šel k frizerju pred začetkom karantene. Ja, lej, to bomo potekali tu, teh 2 tedna, pa 2 meseca, bomo videli, koliko časa bo trajalo. Za začetek imam eno vprašanje, ki smo ga dobili, mislim, prek spletnega obrazca. Malo bom škilo na desno, tako da mi ne zameriti, ker imam 3 ekrane, toliko vprašanj. Prvo vprašanje je, ali lahko delite z nami kakšne trende, kaj se dogaja na trgu, ali spletna prodaja raste ali pada in koliko raste? Seveda malo je odvisen od industrije. Načeloma je turizem šel praktično na nič. Nobenih povpraševanj, nobenega interesa, obiska je zelo malo, tudi brandiranih iskanj za hotele, za slovenske destinacije, tudi za kakšne tuje destinacije je zelo malo, kar sem jaz mogoče malo upal pred krizo ali pa preden se je realnost krize pokazala, da bo vsaj mogoče kakšna bolj dolgoročna iskanja za recimo, ne vem, bookingi za počitnice eksotične decembra letos ali pa v januarju, kakšni early bookingi, da bojo vseeno zdržali, ampak se je izkazalo, da tudi to ne. Tako da turizem je tukaj zelo, zelo prizadet. Ostala spletna trgovina načeloma raste tam, kjer gledamo brick and click retailerje, recimo. Se pravi, tisti, ki so prej imeli online in offline, seveda zdaj vidijo full porasta online. Full porasta pomeni, to, kar jaz redno spremljam, je nekje med 50 do 400%, rekorder zaenkrat raste za 600% na mesečni ravni in tudi rast se recimo dnevno še vedno povečuje in se povečuje že zadnji teden. 2 trenda, ko sta bila ful zanimiva, je bilo, v Sloveniji smo imeli tak 2 krivulje smo naredili. Se pravi, ko je bila napovedana karantena, je bil prvi porast digitala in potem je začela zadeva malenkost padati, ko smo ugotovili, ko so začele vse te negativne zgodbe iz Italije prihajati, ko se je izkazala realnost tega, da se bo gospodarstvo ustravilo, ko SPI še niso vedeli, kaj se bo zgodilo in to je bilo v bistvu prejšnji teden do petka. In potem, ko je vlada napovedala pozitivne ukrepe oziroma ta novi koronavirus, je zadeva spet šla precej navzgor. Zaradi tega, ker je 2 stvari po mojem, vsaj kakor gledamo zdaj podatkov, vplivajo na to, kako se prodaja obnaša. Eno je dejstvo, da ne morejo ljudje kupovati offline, drugo je pa tudi malo, koliko imajo zaupanja v ukrepe vlade in koliko imajo zaupanja v to, da bojo sami finančno stabilni ostali v naslednjih 2 ali pa 3 mesecih ali pa koliko časa bo ta zadeva trajala. Tako da to je ena zadeva. In podoben trend je zdaj tudi na Hrvaškem. Recimo. Hrvaška je zdaj čakala na napovedane ukrepe in zdaj so imeli še ta potres v Zagrebu in recimo v ponedeljek na Hrvaškem prodaja precej padla, ampak se zdaj počasi pobira, ko država napoveduje neke ukrepe. Drugače, kar se tiče tega, kaj kupujemo, športno opremo malo manj, takoj po uvedbi karantene smo vsi besno kupovali velike televizorje, laptope, zaslone za računalnike, za delo v doma pa PlayStatione. Zdaj se pa precej sezonsko stvari prodajajo. Zdaj je tipična sezona recimo za tiste, ki so iz te branže za vrtno garnituro in vse stvari, ki so del zunanje ureditve in te kampanje zdaj ful v redu delajo in ljudje si normalno te stvari kupujejo.
ogromno ljudi pa kupuje tudi do-it-yourself stvari. Očitno vas bo ogromno barval svoje hiše, delali iz lesa razne stvari doma, pa na vrtu tudi očitno boste naprej delali stvari. Tako da business as usual, pa malo se pozna tudi, da imajo ljudje vseeno malo več prostega časa mogoče. Ja, res. To po moje je čisto odvisno, ali imaš doma otroke šoloobvezne ali ne. No, pa tudi, da si na čakanju ali si doma. No. Ampak overall se mi zdi, da probajo zdaj ljudje malo izkoristiti ta čas za life improvement, recimo. No. A je Grih, saj, kakor jaz berem globalne raziskave, pa tudi kar so slovenski podatki to zdaj pokazali, ja, pač turizem se je čisto ustavil. Od retaila je pa zelo odvisno, kakšen tip trgovine si. Se pravi, kot sem rekel, brick and clicks, ki načeloma, oziroma vse fizične trgovine, kjer so v predčasu, rečemo pred krizo, pred tole situacijo, večino oglaševanja imeli usmerjene v tem, da so foot traffic v trgovine vozile, se dejansko njihove aktivnosti na spletu so se ful spremenile. Ja, usmerjajo jih pač na online. Zdaj, če si pa ti zelo, ali pa online only retailer, je pa praktično tole zelo velika priložnost za te verjetno. Do neke mere vsekakor, ja. Sicer mogoče ena zadeva, ki je pomembna tukaj povedati, no, vsaj to, kar mi spremljamo brick and click retailerjev, čeprav je online zrasel recimo za 600%, to še vseeno pomeni, da je year-on-year primerjava v prihodkih teh trgovcev padla, zaradi tega, ker bi mogel online rasti za 2000-3000%, recimo, da bi dohtel offline, ampak je pa vsekakor ful velika priložnost, no, za vse tiste, ki bi radi online prodajali. Kar mi vidimo, kakor se uspemo pogovarjati tudi s trgovci, kakšno vprašanje dobivajo in vse te zadeve. Recimo, zdaj prihaja očitno na splet tista generacija, ki je vseeno rada kupovala offline. Zaradi tega, ker tisti, ki smo navajeni online kupovati zadeve, nam je jasen sistem, imamo kreditne kartice, imamo PayPal in ni nobenega problema. Vsi ostali, ki so pa zdaj navalili ali pa ki so pa zdaj prišli kupovati na splet, imajo pa malo problemov, tako da mogoče so se tudi pojavlja tista vprašanja, ko smo se jih zdaj že malo odvadili, kako pa zaključim nakup, jaz pa ne najdem, kam lahko opišem kode in vse take zadeve. No. Tako da back to basics na nek način delam. Ja, mislim, sigurno so ene industrije, ki so drastično padle, druge industrije, grocery, se pravi, normalne dnevne potrebščine, ki jih potrebujemo, je number one, ki je zrasla, ampak vsaj kakor podatki kažejo, tudi druge industrije od entertainmenta online, pa tudi do nakupov v drugih branžah rastejo. Moj pogled na to je, da tipično, ko se v normalnem letu dela strategija in se pogovarjaš z naročnikom, kako lahko povečamo spletne prodaje, lahko povečamo za 100%, vsaj z mojega vidika je vedno glavni argument, to povečanje prodaje je zelo omejeno z številom kupcev na trgu, na digitalu. Ne? In na digitalu, predvsem v Sloveniji, ta populacija, ki je bila v preteklosti, je bila in ni drastično rasla iz leta v leto. Tam nekje med 5 in 10% je bilo prirastka, kar je praktično neveliko. Ne? Če ti kot strategija digitalno ne spremeniš nekaj drastično, ti lahko maksimalno rasaš 50% year on year. Seveda, klepol, če hočeš več kot to rast, moraš isto populacijo, ki je že na spletu, ukrasti enemu drugemu, svojemu konkurentu na spletu. Kar jaz vidim, da v tem trenutku se je pa to drastično spremenilo. Zato, ker tako, kot si ti omenil, je populacija, ki v preteklosti sploh ni razmišljala o online nakupih, zdaj malo primorana iti na online in kupovati tukaj. Se pravi, bazen končnih kupcev se je povečal in tukaj jaz vidim možnost, da dejansko se poveča tudi ali pa pospeši ta rast year on year online prodaje. Okay. Jaz mislim, da zdaj trenutno, pa mogoče je tudi povezan, Klemen je včeraj napisal, če je res online prodaja zrasla samo za 6% v Sloveniji v zadnjih 2 tednih. Jaz bi bil zelo skeptičen do te informacije. Pač glede na številke, ki jih mi gledamo, res bojo retailerji, ki so prej delali, ali pa spletne trgovine, ki so prej delale, ne vem, mogoče 500,000 evrov na mesec so zdaj na projekciji, da bojo prišli do milijon pa pol 2 milijona. No. Tako da meni se zdi to vseeno kar precej nizka številka za generalno rast. Kar se tiče novih kupcev, ja, jaz mislim, da pač ena zadeva, ki se dogaja in recimo mene ful veliko sprašuje, kaj naj naredimo z budžetom in kaj drugi delajo z budžetom.
Tisti, ki imajo online prodajo, ki je relativno ok in stabilna in imajo nek utečen sistem, imajo skladišče, odpremljajo izdelke in vse te zadeve, se pravi, ne probajo zdaj na hiter ad hoc neko online postaviti. Tisti načeloma povečujejo digitalne budžete, zaradi tega, ker so ogromno enih stvari povzirali offline. In v večini naročnikov, s katerimi recimo jaz delam, je online predstavljal mogoče 8-10% celotnega mesečnega budžeta, tako da mi imamo zdaj kar naenkrat ogromno finančno rezervo, kar se tiče budžeta, ki je na voljo in seveda pač jo izkoriščamo in gre online. Malo se testirajo novi kanali, posod, kjer smo prej vedno bili, a bi to pokrili ali ne bi, a se nam tukaj res plača ali ne, je zdaj dajmo probati, zaradi tega, ker itak imamo samo online trgovino in probamo čim več iz tega ven dobiti. Jaz mislim, da je zdaj super prilika, da se dobi nove potencialne kupce na online, ki prej niso bili, ampak je treba tudi razmisliti, kako za njih dobro ali pa boljšo ali pa njim prilagojeno uporabniško izkušnjo narediti. No, jaz vidim, da tisti, ki imajo web chate, ki imajo možnost klica za pomoč na call centru ali pa kakorkoli, da načeloma veliko bolj izkoriščajo trenutno stanje. No, zaradi tega, ker imajo vedno nekoga, ki bo pomagal ljudem spraviti se čez ta proces online nakupa in malo reassurance in pomoči, če se jim kaj zatakne ali pa kakorkoli. No. In ogromno mojih naročnikov recimo ima ogromno enih ljudi, ki so navajeni delati z ljudmi, ki poznajo produkte, ampak nimajo pa zdaj nič za delati, zaradi tega, ker so fizične trgovine zaprte in jih probajo nekako preusmeriti bolj ali manj agilno na splet, zato da bojo delali customer support, recimo. No, tlele se zdaj dve zanimivi tematiki pojavljate, ki si jih omenil. Ena je tudi malo povezana z vprašanjem, ki je Jerneja postavila v chatu. Se pravi, ona omenja in tudi ti si omenil, da je imela v zadnjih 14 dneh zelo slabe izkušnje, nakupne izkušnje z večino spletnih trgovin. Kaj je tvoje razmišljanje glede tega? Kaj lahko kot jaz, kot fizični trgovec, ki sem zdaj izgubil 80-90% svojega prihodka, naredim na online, da povečam te prihodke in da mogoče malo gremo nazaj na komentar, izboljšam svojo uporabniško izkušnjo? Dobro, jaz zdaj ne vem, na kaj točno se navezuje Jerneja. Jaz recimo sem tudi probal malo Špar pa Mercator, spletno trgovino in seveda sploh ni bilo izvedljivo. Pa jaz sem šel itak sam testirati, ker v Zasavju mislim, da noben ne dostavlja. Ampak to je razumljiv, zaradi tega, ker to je bil zdaj tak naval, da jaz si sploh ne predstavljam, kako nadgradnjo njihovega sistema in hostinga in vsega bi bilo treba narediti, da ta ogromni naval povpraševanja, ki je bil prej offline, zdaj poskrbijo. Kar je teh malo bolj klasičnih retailerjev, recimo, jaz sicer ne kupujem, ampak malo testiram košarce in spletne strani, mimo vrste Harvey, Merkur, Big Bang, recimo, funkcionirajo relativno ok, in tudi ni videti, da bi imeli neke ful hude tehnične težave ali kakorkoli, no, ampak jaz bi rekel, da moj prvi instinkt bi bil recimo web chat. Enostavna zadeva, lahko se ga subscription service tooli so, ki za to obstajajo in če prej ne imajo zdaj nekateri klasični trgovci recimo dost človeških virov, da bi te zadeve pohendlali. No? Zaradi tega, ker vedno, ko smo se mi v web chatu pa boljšem supportu za trgovce pogovarjali, recimo ni bil problem dati tistih, 500 ali pa 1000 evrov na mesec za to, da se kupi nek tool, ki bo omogočil 50 agentov ali pa 20, ki bi se pogovarjali z ljudmi. Večji problem je bil, da pač fizični trgovci so imeli druge zadeve, online marketing ekipa je bila čisto zabezecena in enostavno ni bilo nobenega, ki bi te zadeve delal, kar je zdaj recimo malo drugačna situacija. No? In tudi ni treba biti zdaj ultra agilen in ful veliko razvoj investirati za to, da vsaj testiraš recimo tako zadevo. No, ok, Klek si že malo začel odgovarjati na še eno vprašanje, ki se je pojavilo. Ogromno ljudi v podjetju trenutno čaka na delo od doma. Pa ne pravimo, da jih gledajo v zrak, ampak veliko je bilo prodajalcev v fizičnih trgovinah ali pa pač ne moreš v popolnem obsegu delati tega, ker si delal fizično na lokaciji. Kako jih lahko izkoristimo, zaposlimo in kaj lahko oni naredijo v tem času, da mogoče pomagajo svojim podjetjem pri teh digitalnih naporih? Dobro, ena zadeva je to, kar smo se zdaj že pogovarjali. Za tiste malo bolj pogumne ali pa bolj vizionarske, ki bi radi izboljšali online izkušnjo, definitivno web chat. Ena zadeva, ki jo zdaj par ljudi testira, pa je tudi pred krizo, recimo je bil
je bilo par poskusov tudi v Sloveniji tega, ampak jaz ne vem, jaz mislim, da deloma zaradi cene, deloma pa zaradi manpowerja se ni noben zares za te zadeve odločil. Virtualna trgovina. Vem, da A1 jo je zdaj oglaševal, ampak ne vem, kako izgleda, čisto iskreno, ker nisem šel testirati. Ampak cel ta koncept, ko je bil že prej, recimo so marsikateri retailerji razmišljali o njemu. V offlineu imaš določene ure, ko nimaš veliko prometa na floru, imaš pa ogromno ljudi, ki na tistem floru delajo zato, da bojo, ne vem, ob 4, ko ljudi navalijo iz službe, prišli in da lahko pač zmenedžirajo ta foot traffic. Ideja tukaj je bila, da uporabljaš mobilne naprave in v bistvu video chat orodja za to, da ko bi nekdo rad kaj vprašal o produktu, da se lahko s trgovcem v živo pogovarja, da mu trgovec tudi lahko pokaže recimo ta produkt. Tako da to je bil en tak zanimiv recimo koncept meni osebno, ko bi bil za sprobati. Kar je pa bare minimum ali pa taka zelo nizko viseče sadje trenutne krize je pa ena, razmisliti o strategiji in jo razdelati, kar jaz mislim, da zelo malo ljudi dela. Drugo je pa predvsem content. Ogromno mojih naročnikov zdaj piše produktne opise, tako kot se šika, pišejo bloge, pišejo e-knjige, snemajo videe, unboxinge in vse te zadeve, zato da pol, ko bo krize konca ali pa tudi že vmes med krizo, da bojo imeli dosti vsebin, ki jih bojo lahko ponudili in za SEO in prodajnih vsebin, recimo. No. In tukaj so spet trgovci tisti, ki najbolj poznajo produkte, product manageri, category manageri, vsi te ljudje so zdaj končno razpoložljivi in ne 150% zasedeni svojo redno službo, da lahko mogoče tukaj malo na zalogo recimo, no, pripravijo teh vsebin, zato da bo pa digitalni marketing jih lahko izkoriščal. Ja, content je sigurno eno področje, ki se mi zdi, da je tudi treba zdaj izkoristiti, ne samo zato, da pripravljamo vsebine, ki jih drugače nismo imeli časa pripraviti, ampak zaradi tega, ker tudi komunikacija z končnimi potrošniki in na drugi strani s partnerji, da bomo videli eno od ključnih, rečemo, vodil ali pa orodij kriznega komuniciranja. Zdi se, da nekateri trgovci ali pa nekatera podjetja to delajo bolj, več komunicirajo, nekateri po mojem mnenju premalo komunicirajo. Point je v tem, da nekaj je, tako kot smo rekli, generiran content za na spletno stran, nekaj je pa komunikacija na socialu. Klej je treba verjetno vložiti malo več naporov, ne se toliko osredotočati samo na produktno komunikacijo in prodajno komunikacijo, ampak mogoče malo več pokazati tudi empatije in dejansko pozicionirati svoj brand, pokazati, kakšne so vrednote blagovne znamke. Tega vidimo še zmeraj premalo, vsaj kakor jaz nekako opažam. Eno vprašanje, v bistvu dva, ko sta malenkost povezana, je ta je meni recimo zelo zanimiv. Mislim, da tukaj se veliko ljudi sprašuje, kaj zdaj narediti. Kako lahko premaknemo svojo prodajo na splet, pa kako narediti preprosto prodajo online. Zaradi tega, ker tisti, ki so zdaj v največjih težavah, so tisti, ki prej niso imeli online in niso imeli ali potrebe ali časa, da bi se z njim ukvarjali in zdaj imajo fizične lokacije zaprte. Ja, zdaj, saj kakor se jaz spremljam malo situacijo, pa tudi smo se veliko pogovarjali z bolj, rečemo, web development agencijami, imajo neizmerno zasedene svoje resurse, ker čisto vsi zdaj seveda hočejo na splet nekako začeti prodajati. Vprašanje je, tako, ki si ga zastavil zdaj prvo, če ti sploh še nima spletne trgovine, ali se ti splača v tem trenutku narediti spletno trgovino. Po mojem mnenju, mislim, dva razmislika sta tukaj. Čez noč postaviti spletne trgovine z dobro uporabniško izkušnjo se skoraj da ne da. Če rečemo neki moka, približno spletne trgovine narediš, bo trajalo teden do 2 tedna, da vse gor daš. So časi trenutno, ki nekako zahtevajo, da to mogoče razmišljaš in dejansko narediš. Se mi pa zdi, da je čezmeraj zdaj boljši čas lansirati spletno trgovino kot pa v normalnem času. Zaradi tega, ker zdaj smo vsi, kot splošna javnost, kot B2C in B2B, veliko bolj dovzetni na tega, da iščemo rešitve, kako dejansko preko spleta nekaj naročiti. In smo veliko bolj odprtih misli, razmišljamo, iščemo nove ponudnike, kot pa v času, rečemo, izven te krize. Tako da, če imaš namen lansirati, mislim, da sploh ni narobe, da jo lansiraš zdaj.
seveda pa treba razmisliti, ali je sploh pametno, da jo kdajkoli lansiraš. Ker če si ti nekako ena majhna trgovinca ali pa trgovec v središču Ljubljane, tudi v času po krizi, vprašanje je smiselno, da ti odpreš spet na trgovino. Ampak da bi po moje, ja. Oziroma, mogoče jaz sem pa tudi, ker tudi sem veliko vprašanj dobil glede tega, pa sem zelo menjavil svoje mnenje, ali ja, ali ne, ali kaj narediti. Mislim, ja, pač vprašanje je, koliko je efforta. Če ima nekdo čas in znanje, da bi te zadeve naredil sam, bi jaz rekel, absolutno. Je zapostaviti ali Shopify, ali WordPress, ali Wix, ali neko tako enostavno zadevo, ki je relativno, da ima reči user-friendly, pa če so neki resursi, da lahko relativno poceni te zadeve narediš. Ampak ena stvar, ko se mi zdi, da je vsi pozabljamo, je pa tudi, da pač inbound marketing, se pravi, jaz mislim, da bi se vsi taki trgovci lahko ful veliko naučili od restauracij. Pokličite za dostavo. Se pravi, ni online trgovina, ne moreš na fizično lokacijo prideti, ampak recimo inbound kanali telefonski, kjer človek pogleda na spletu, ok, to so produkti, to je cena in pol kliče v klicni center in kupi zadevo, to je bil money maker 15 let in še vedno je en od najboljših kanalov za ful velik multi-channel trgovcev. Tako da mogoče kot alternativa hitra je produkte, opise storitev ali karkoli se že dela na page, možnost dostave, naroči preko telefona ali preko e-maila. In je veliko manjši effort, hkrati pa lahko se biznis recimo nazaj zaštartalo. Točno to, niti ne rabiš zdaj postavljati plačile s kreditno kartico. In plačilne metode in ne vem, s kakimi zadevami se ukvarjati. Z banko par dni rabiš, mislim, da mi, ki smo postavljali za InOrbit kreditne kartice, mislim, da 3-4 dni pa je bilo urejeno, tudi to ne traja veliko, ampak PayPal ali Stripe, ki oba delata tudi v Sloveniji, lahko v enem dnevu sam postaviš. Drugače pa jaz sem videl par super primerov, no. Tako, kot si samo omenil, nimajo niti plačil s kreditno kartico, so rekli, lej, plačilo je pošelj naročilo, pošljemo ti račun, plačaš na TRR. Znajdeti se treba. Mislim, da tudi vsi potrošniki zdaj vemo, da in ne pričakujemo, da je uporabniška izkušnja popolna. Seveda, na dolgi rok bomo to pričakovali in zmagovali bojo tisti trgovci ali pa tiste podjetja, tisti ponudniki, ki imajo boljšo uporabniško izkušnjo. Od vsebin do dejanskega UX-a. Drug primer, ki sem ga pa opazil, pa se mi zdi tudi zelo, zelo zanimiv, če ni možnost dostave, je tukaj v okolici Ljubljane kar nekaj ponudnikov, rečemo zelenjave, sadje in mesja, precej manjših kmetij, je rekel, ok, naročite online, plačate, pošlje vam račun, plačate TRR in pridete k nam iskat brezkontaktno. Mi vam nastavimo na mizo pred našo kmetijo, piše kdor za koga je, ob kateri uri pobereš in greš. Nikoli se ne vidimo, ampak ja, ker veliko trgovcev, pa zelo veliki blogovor o tem, kaj zdaj z dostavljalci, pa z dostavo, pa pošta, pa DPD, a zdaj delujejo, koliko delujejo. Jaz mislim, da se da še zmeraj dobro delujejo, vsaj kot imamo mi izkušnje. Tudi pošta se je malo pobrala nazaj in začela bolj dostavljati, kot je recimo prejšnji teden dostavljala. Ampak najdejo se tudi alternative, se ni treba se sam na to, da rabiš absolutno dobro dostavo osredotočiti. Tlele še eno vprašanje je bilo super. Kako in predvsem katere offline aktivnosti, mogoče tudi oglaševalske aktivnosti iz ostalih kanalov marketinških preseliti na splet, kaj ustaviti od oglaševanja, kaj ne ustaviti? Dobro, dokler smo doma, out of home, oglaševanje nima recimo največ smisla. No? Predvsem, jaz se tukaj ful spomnim prejšnje recesije, recimo, ali pa gospodarske krize, kaj se je dogajalo. Takrat je bil digital, to je 2008 dalje, če se prav spomnim, ja. Takrat je bil digital še ful v povojih, nismo imeli dinamičnega remarketinga, Facebook oglaševanja in vseh teh zadev, ampak takrat je recimo že takrat se je ful poznal, da je ogromno enega budžeta šlo v digital na račun tradicionalnih kanalov. Televizija je precej trpela takrat, out of home tudi recimo print teh nenaslonjene pošte na vsa slovenska gospodinjstva recimo je bilo v tistem obdobju precej manj, zaradi tega, ker so se podjetja raje odločila za digital, ki je bil malo bolj targetiran, fokusiran, pa načeloma tudi je bil, recimo, cost benefit je bil boljši, vse taka je bila percepcija. Jaz tukaj mislim, da še vedno bi znal biti,
Tako da jaz mislim, da za začetek popauzirati vse te zadeve. Če je online prodaja v redu, bi jaz vsakakor predlagal, da se proba online budžete zaenkrat povečati. Sicer se zelo self-serving sliši kot digitalna agencija, dajmo povečati digitalne budžete, ampak pa tudi malo težko je zelo, čisto pošteno, malo je težko zdaj ugotoviti, koliko se splača ali pa ne. Načeloma tisti naši klienti, ki v redu delajo online, povečujejo budžete in ko povečujejo budžete, se jim povečuje prodaja. A se jim povečuje prodaja, ker so povečali budžete ali zaradi tega, ker se jim iz offline seli na online. Nekje vmes je verjetno resnica, no, ampak jaz mislim, da offline aktivnosti zdaj v tem trenutku so bolj razsipniške in za tiste, ki bi radi tukaj šparali, jaz mislim, da bi bilo to definitivno pametno. Jaz mislim, da je tale kriza super primer, za to, da začnemo delati na lastnih kanalih. Meni se zdi, jaz sem že sam sebi dolgočasen, koliko težim ljudem, da naj delajo email marketing in da naj investirajo v leade. In jaz mislim, da je zdaj idealna situacija, glede na to, da so ljudje veliko online, da se mogoče proba kaj tudi na lead generation delati, zato da jim bo ostale te stvari za kasneje. Je pa še ena zadeva, no, ki je tukaj zanimiva. V krizi gospodarski 2008 in naprej so se potem tudi cene tradicionalnega marketinga precej znižale na račun tega upada in konzerviranja budžetov ali kakorkoli. Tako da na televiziji nikoli ni bilo cenejše, pa boljše oglaševati na televiziji, kot od 2008 do 2011, recimo. No. Tako da zna biti, da nas tudi to čaka v prihodnosti. Ja, se absolutno strinjam. Saj tudi, kot smo mi govorili z našimi naročniki, pa tudi recimo z drugimi oglaševalci v Sloveniji in v tujini. Večina jih je v prvi reakciji ali pa je na prvih reakcij bila malo, dajmo zdaj malo mi premisliti pa zaustaviti aktivnosti. Ampak saj, ko se jaz pogovarjam z njimi, ni zdaj to glavni razlog, dajmo pa šparati denar, ampak predvsem so večino marketinških aktivnosti ustavili zaradi tega, ker ne vejo, kaj deluje in kaj ne. Predvsem povezano, da so večino fizičnih lokacij zaprtih. Tako da jaz mislim, da je ful velika priložnost, digital deluje kot medij, kjer se uporabniki veliko več zadržujemo, kot smo se v preteklosti, in kot medij, kjer lahko še zmer na en način poslujemo, ali prodajamo, ali kot si prej malo že začel nakazovati, če smo B2B ali malo kakšne leade dobivamo. Tako da jaz mislim, da treba sam iskati rešitve in ideje in malo inovirati, biti zelo agilen, da na spletu mogoče potegnemo kaj več od tega, kar drugače bi offline. Drugače pa, če se vrnemo malo na tisto, kar že prej ti začel odgovarjati, pa Jerneja sprašuje zelo dobro vprašanje tudi na chatu. Kakšni so vaši nasveti za tisti, ki trenutno ne moremo upravljati posla niti preko spleta? Mi smo zaustavili vse aktive aktivnosti, ker drugače pač ne gre, se pa trudimo čim več komunicirati in objavljati obstoječe vsebine. Kakšno taktiko so zavzeli drugi, imate kaj podatkov, kaj bi storili vi? Ena stvar, ko jo jaz spremljam, ampak kakor jaz razumem, so zaenkrat malo mešani rezultati, je par podjetij probava zdaj narediti to, da prodaja bone za kasnejši nakup storitve s popustom. Se pravi, če prodajamo produkte, ki stanejo med 50 in 200 evrov, se lahko zdaj kup bon za 50 ali za 100 evrov, ampak je na ta bon 20% popusta. Se pravi, za 30 evrov dobim 50 evrov, za 70 evrov dobim 100 evrov. In ga lahko unovčim kadarkoli v prihodnosti. Tako da to je mogoče ena taka zadeva, ki bi jo lahko naredili zato, da se poskusi stvari kupiti na zalogo, ampak tukaj pa jaz vseeno mislim, da zna biti problem, da ful je odvisno od tega, kaj se bo v medijih po mojem govorili o tem, kakšne bojo ekonomske napovedi in kaj se bo dogajalo z nami. Če bomo prepričani, da bo v 2 mesecih zadeve konc in da bo pol vse v redu, business as usual, kot da se ni nič zgodilo, pa jaz mislim, da bi se znali ljudje tudi upogumiti pa stvari na zalogo kupovati, če bo situacija izgledala slabša, ali pa če bo tudi, recimo, ne vem, če bo zdaj Amerika naredila totalno katastrofo iz tega koronavirusa in bojo vsi mediji slovenski besno poročali o temu, si jaz predstavljam, da se bojo pa ljudje tudi malo bali, pa mogoče raje ne bojo na zalogo denarja zapravljali, ker ne bojo vedeli, kaj bo z njihovimi službami. Tako da jaz mislim, da tukaj vseeno malo vpliva tudi generalno,
kako mnenje imajo ljudje ali pa kaj si mislijo, da se bo v prihodnosti dogajalo. No, ampak z izjemo tega si pa jaz ne predstavljam kaj drugega, razen da se proba, se pravi, lead generation delati za kasneje, pa da se proba mogoče te zadeve narediti na čim bolj pocen način. Social media, če ni veliko followerjev, verjetno ne bo veliko naredil, ampak mogoče je že to tudi zanimiva zadeva. Nekdo je omenil v chatu push notificatione, da se tudi ves traffic, ki še pride na spletno stran, proba čim bolj izkoristiti, s kakimi pop-up notificationi, ki niso preveč invazivni, da se spiše kak dober lead gen webhook content, ki bi ljudi zanimal, pa kakorkoli. Pač karkoli se že da izkoristiti iz te situacije, da se pač proba. Ja, mislim, tlej jaz trenutno imam dva primera, ki bi jih izpostavil. En primer je agencija Oscar. Naš client, disclosure, ampak travel client. Organizira, ne vem, koliko jih poznate, potovanje predvsem v tujino, oziroma doživeta potovanje v tujino. Ta industrija je zdaj na čisti nuli. Oni so pač nehali prodajati, kar je logično, ker nihče tega ne bo odkupil, ampak absolutno fascinantno dobro komunicirajo s svojimi strankami. Mislim, da vsako sredo pošljajo ven en mal daljši mail, ki je zelo osebno napisan, opisujejo svoje izkušnje, personal komunicirajo, kaj se jim dogaja, podobno komunicirajo preko svojih družbenih omrežij in social kanalov. Se pravi, tako kot smo že rekli, osebna komunikacija, kjer se izpostaviš, ki daš sebe na mizo, kjer nisi za enem krinko uradne komunikacije B2B-a ali pa B2C-a, pa PR-ovske komunikacije. To jaz mislim, da je ta prava smer, ki bi se mogli nekako držati. Ta drug primer, ali pa ta drug nasvet moj bi bil pa v času, kjer smo se zdaj znašli, je zelo pomembno, da tudi skozi komunikacije in aktivnosti, ki jih zdaj delamo, mogoče malo nakažemo dobrodelnost, dobro noto in kako mi lahko prispevamo. V tujini, pa tudi v Sloveniji, ogromno iniciativ v smislu, da podjetje pomagajo, se pravi, tudi če fizično zdaj ne moramo nič delati, ne moramo poslovati, dajmo mogoče kako lahko naše podjetje pomaga, ker to, kar zdaj delate, se bo odražalo tudi na percepcije blagovne znamke po krizi, potem, ko se je začeli stvari normalizirati. In zna biti velika dodana vrednost. Mogoče je zdaj tudi dober moment glede na to, kaj delati, če ne moreš prodajati tega, kar sicer delaš. Dobili smo tudi vprašanje, kako je zadeva vplivala na nas kot na agencijo. Glede na to, da smo servis biznis, glede na to, da imamo naročnike, ki so trenutno dali vse stvari na pauzo, tako kot si sam omenil primer Oskarja, kakva je zdaj situacija, no? Pa mogoče tudi, da malo poveva, o čem mi razmišljamo kot o alternativah. Mislim, ja, super vprašanje je bilo. Mislim, da smo mi kot digitalni marketing ali pa marketinške agencije zelo hitro bile na udaru v smislu zmanjšanja budžetov. Večina naših klientov, težko bi razdelili vse klientov v en bucket pri nas. Se mi zdi, da pač določeni naročniki super še zmerno online delajo in so dejansko začeli povečevati svoje online budžete. Z njimi smo praktično na dnevni ravni na vezi o novih idejah, pilotnih projektih, ki jih probamo zlansirati, ker vsi skupaj vemo, da dejansko obstaja priložnost, da celo na online kaj več naredijo. So pa določeni naročniki, ki so logično, cel sektor je ustavil oglaševanje. Tako da mi smo z vsakim naročnikom imeli pogovor o tem, kaj je smiselno in kaj ne. Ker se mi zdi, da če sam rečeš, ustavimo vse, brez da imaš pogovor, kako bo to vplivalo dolgoročno na podjetje, pa ne naša, ampak v tem primeru naročnika, je narobe. Jaz mislim, da se moraš malo o tem pogovoriti. Ker včeraj je bil en dober komentar na enem webinarju oziroma video, ki sem bil z Veliko Britanijo, ker je nekdo izjavil, do not quarantine your marketing. Ne smeš ga izolirati, ker marketing ni to, kar se sam zdaj prodaja, nima efekta sam na trenutno situacijo, koliko bomo danes delali, koliko bomo danes prodali, kaj se danes dogaja, ampak ima zelo velik tudi zakasnjen efekt. Prav to, kar danes delamo na nivoju marketinga, se nam pozna lahko tudi čez 3 mesece, 6 mesecev ali 9 mesecev. In to je treba malo bolj strateški pristop. Ja, in mogoče tukaj je ta stvar, ki je najbolj kontraintuitivna, najbolj zanimiva. Ne? Daljša, kot bo karantena, bolj pomembno je, da med karanteno se dela stvari. Zaradi tega, ker daljša, ko je ta totalna nula in pauza, bolj problematično zna biti.
Pa je tudi mogoče doži to, da preko maila ostaneš vsaj z obstoječimi kupci v kontaktu ali kakorkoli. Mogoče to sem hotel sam še omeniti, ker je tudi eno vprašanje od Maje Novak online izobraževanja. Mi definitivno tudi v tej smeri veliko delamo, pa razmišljamo tudi o kakih virtualnih produktih ali treningih ali pa kakorkoli. Nekaj interesa je, vsaj po mojih informacijah, pa kakor se jaz pogovarjam z naročniki, se na različnih področjih izobražuje. Ampak meni se zdi, da je, se pravi, ja, eno je vsi bi raje v živo, tudi jaz, ko delam treninge, veliko raje v živo treniram, kakor, ne vem zakaj, vedno imam občutek, da se kadarkoli imam kakršnekoli Skype oziroma online zadeve, se mi zdi, da se pač full derem v računalnik 1 uro in pol je zadeve konci, ni najbolj super občutek, ampak je kljub vsemu povpraševanje, ker je pa vseeno veliko podjetij, ki bi rada ta downtime izkoristila za to, da se izobražujejo, ker neki podjetji razmišljajo, da bi tudi usposobili in izobrazilo svoje ljudi za kakšne nove zadeve, za kjer zdaj niso imeli časa. Ena zadeva, ki jo pa še vseeno vidim, je pa zdaj so vsi še malo v tem paničnem krču in treba se sam s krizo ukvarjati in za nič drugega ni cajt, totalen fokus na korono, ampak jaz mislim, da ko se malo navadimo, jaz mislim, da ko bomo prišli v aprilsko stanje in ko bojo sprejeti novi ukrepi vlade, se bo pa tudi ta situacija malo sprostila, pa bojo mogoče malo bolj odprti tudi za nadaljne izobraževanje. No. Ja, je pa definitivno preskok. No. Mislim, mi smo zelo digitalni pa agilni, pa recimo jaz imam še vedno full, ni mi najbolj idealno, no, ta web conferencing in si predstavljam, da bo to še en tak počasen preskok na remoting, ki ga bomo mogli narediti. Mislim, let's agree to disagree, saj v zadnjem komentarju. Jaz mislim, da ne bo počasen preskok. Tako, kot sem mislim, da že v mojem blogu napisal začet tedna, kar jaz vidim, da vse tehnologije ali pa vedenski vzorci, ki smo jih pričakovali, da se v naslednjih 3 do 5 letih pri kupcih pojavljajo ali pa začeli razvijati, so se zdaj praktično začeli dogajati. Komentar na temu, da pač tudi meni nelagodno gledati, mene pa tebe na chatu, ampak mislim, da se bomo mogli zelo hitro vsi na to navaditi. Tako da moj komentar nazaj na izobraževanje je, mislim, da bojo podjetja in posamezniki mogli se sprijazniti s temu, da večino izobraževanja v naslednjih x mesecih bo potekalo online. Zdaj, lahko čakam naslednje 2 meseca, pa se nam izobraževal, pa bom videl, kdaj bo konec te krize, pa bomo lahko začeli spet fizično organizirati dogodke, ampak po mojem mnenju fizičnih večjih konferenc pred 1. septembrom ni šans, da lahko pričakujemo. Tako da, a ste pripravljeni tvegati pol leta čakati in se ne izobraževati? Jaz mislim, da je to ne pravi pristop, zaradi tega, ker na koncu koncev ravno v tem času je ogromno vsebin, ki so na voljo preko spleta, ki jih lahko konzumiramo. Drugo je pa moj komentar, na ki si govoril malo, a zdaj čakati v krizi ali ne čakati v krizi. Malo sva že prej govorila, res je odvisno, mi da nisi ekonomista, ampak vseeno, če gledaš malo napovedi večjih raziskovalnih podjetij, se trenutno odvijajo 3 možne scenarije. A bo kriza V-shaped, U-shaped, L-shaped. Se pravi, odvisno kakšen bo izhod iz krize. Ne bomo šli v detajle, ampak jaz mislim, da se je treba 2 zadeve tukaj strinjati. Prvo je res, skoraj da bi lahko rekel, na dnevni ravni spremljati, kakšni so indikatorji na trgu, kaj se dogaja, ker se bo zelo hitro pokazalo, v katero smer gre kriza. A bo V-shaped, se pravi bounce back zelo hitro, a pomeni, da praktično v Q3 in Q4 bomo back to normal, a bo U-shaped, kar pomeni, da bo ta kriza nekako se vrnila v normalno v tem začetku leta 2021, ali je L-shaped in sledi 18-mesečna recesija. Nič od tega ne bova zdaj komentirati, kot sem rekel, nisem ekonomista, ampak spremljajte indikatorje, kam, v katero smer gremo, in B, glede na to, prilagajate svoje strategije. In jaz mislim, da je narobe, da bi čakali in zdaj taka situacija je, dajmo počakati do konca te situacije, pa videti, kaj bo. Zdaj čas, ko se investira v prihodnost. Malo še kar nekaj vprašanj, pa še par minut. Ja. Deva na 2 različnih koncih so dobila vprašanje, je graditev dobre podatkovne baze v spletnih obiskovalcih ena od rešitev? Ja.
Absolutno. Mislim, zdaj do kakšne mere najmanj remarketing liste in zbirati neke informativne informacije, karkoli že to pomeni uporabniki. Se pravi, če imate ljudi, ki imajo cajt pisati content in bloge, naj pišejo content in bloge, ki bojo nekaj povedali, če ga je človek prebral, in na podlagi tega narediti remarketing liste, ugotoviti, kakšnih tipov uporabnikov imamo, zato da bomo lahko te informacije naprej za oglaševanje uporabljali, pa predvsem ogromno je tudi enih online toolov, opcij, ki se lahko uporabijo za to, da tudi kaj vprašaš uporabnike in na tak način probaš tudi kakšne informacije zgraditi, ampak ja, to definitivno. No. Jaz, če sem videl, da to je veljalo na splošno marketingu velja. Prodaja obstoječim kupcem je precej lažja in cenejša kot prodaja novim kupcem. Nekje vmes se pa skriva še en segment prodaja tistim, ki imate vi kontakte njihove, se pravi, ali to e-mail ali kaj podobnega, remarketing lista, je lažja in cenejša, kot pa prodaja totalnim neznancem. In da vedno odnova na advertisingu targetiraš moške in ženske od 20 do 65. Tako da ja, absolutno gradnja podatkovne baze zdaj pride zelo upoštev, ker to podatkovno bazo boš kasneje uporabil, zdaj imaš čas mogoče, kot si ti sam omenil, delati te lead gen newslettere ali pa različne aktivnosti, pa tudi v času, v katerem smo zdaj, bo lažje po e-mailu komunicirati s tem, ker imamo podatke v njih, kot pa na splošno oglaševati vsem. Lažje in bolj efektivno. Mislim, da mora počasi zaključiti. Vprašanje je še kar precej, mislim, da jih imamo še ne 20 vsaj vprašaj za odgovor, tako da bomo razmislili, mogoče naslednji teden še enkrat organizirali drugi del tega webinarja. Ampak mogoče za konec, dajva pokomentirati tale rezultate najne ankete. Se pravi, spraševali smo, kako ste prilagodili svoje digitalne budžete. 10% vas je odgovorilo, budžete smo povečali. 36% budžeti so ostali nespremenjeni, 38% budžete smo zmanjšali in 15% zaustavili smo vse digitalne aktivnosti. Črt, kakšen je tvoj komentar? 11% budžete smo povečali, tako da. Dajmo še. Ne, pa dobro, itak zelo težko je takole na splošno komentirati. No. Tisti, ki res nimajo nič online oziroma ne morejo na noben način prodajati, je razumljivo, da ne bomo zdaj da ne boste nabijali digitalnih budžetov. Tisti, kjer so ostali nespremenjeni, jaz bom tako rekel, no, zdaj je idealen čas, kako je nekdo tudi na chat napisal, da se proba tudi kakšne zadeve testirati in predvsem tisti, ki še vedno lahko proda, smo že nazaj na 10%, za budžete smo povečali. Vsi tisti, ki delate online in imate možnost, dajte proba testirati, kaj vam dobro dela ali ne in probati kakšne nove zadeve testirati, predvsem trafik, ki ga dobi, conversion rate je, jaz mislim, da tukaj je en ful pomemben odgovor. No. Tisti, ki imate promet na spletnih straneh in ki imate kupce, dajte probati izboljšati izkoristek tega prometa, ki ga dobite in boste pol na podlagi tega improvementa lahko mogoče tudi kakšne dodatne budžete recimo namenili za oglaševanje. Bomo pa videli, no, tisti, ki povečujejo budžete, jih kar precej povečujejo, tako da zna se naredi, da bo do konca krize mogoče celo precej večja gužva postala na digitalnem oglaševanju, kot je pa trenutno, če se bojo vsi te offline budžeti prelili na online. Ja, se absolutno strinjam. Nažalost bomo počasi mogli zaključiti. Nekdo je prosil samo za rezultate. Sem naredil screenshot. Rezultate te ankete bomo delili na naših družabnih omrežjih, tako da tudi na ostalo vprašanje, nekatera, dajte jih prosim zapisati na Red Orbit Facebook spletni strani in bova probala tam na čim več jih odgovoriti, ker nam je zmanjkalo nažalost časa. Drugače pa bomo drugi teden probali organizirati še en webinar, da se ponovno srečamo, odgovorimo še na dodatna vprašanja, ki se mogoče tudi takrat pojavijo. Na spletni strani naši imate napovedan že naslednji webinar. Naslednjo sredo 1. aprila se mi zdi, sicer malo zanimiv datum, ampak vsem, se bom pogovarjal z Darkom Butino, on je svetovalec marsikaterem večjemu slovenskemu podjetju, trenutno živi v Švici, bil je direktor Mimovrste, delal je
turnaround na Trimu, na mislim, da energetiki. Pogovarjali se bomo pa na tematiko 7 korakov, kako voditi podjetje skozi krizo. Od kako gledati finančne rezultate, kjer finančne kazalnike spremljati in tudi kako narediti ta turnaround, se pravi obrat v krivulji. Zdaj nas veliko opaža, da prihodki padajo, se pravi, kako se prestrukturirati, spremeniti procese in obrniti krivuljo nazaj navzgor. Tako da lahko se prijavite že danes. Še enkrat hvala, ker ste bili z nama. Črt, hvala tebi in srečno in ostanite zdravi. Živijo.